problemi, s katerimi se srečujemo v Sloveniji, so v bistvu globalni problemi celotne Evropske unije. V Sloveniji se srečujemo z padcem deleža plač v bruto domačem proizvodu in rast dobičkov v bruto domačem proizvodu. Prihaja do velike prerazporeditve bogatstva, seveda v škodo delavstva, v korist kapitala. Toda, žal, je to problem večine evropskih delavk in delavcev. Ta trend po zmanjševanju deleža plač v bruto domačih proizvodih je žal trend v večini evropskih držav. To politiko v Evropi diktira zlasti Evropska centralna banka. Evropska centralna banka, ki želi ohranjati konkurenčnost oziroma ohranjati višino obrestne mere na račun delavskih plač. Znotraj Evropske centralne banke je seveda zlasti aktivna sooblikovalka te konzervativne politike nemška državna banka. Prišlo bo na tisoče delavk in delavcev iz Nemčije, Italije, Luksemburga, Avstrije, Madžarske in še od drugih držav. V tem trenutku seveda mi nismo v stanju reči, koliko nas točno bo, ker ta akcija je stekla z današnjim dnem, ker danes je istočasno ob tej uri, mislim, da poteka podobna tiskovna konferenca v Bruslju, kjer Evropska konfederacija sindikatov daje v javnost, evropsko javnost informacijo o teh demonstracijah v Ljubljani. Tukaj v tem primeru ni poudarek na številki, ki, kot rečeno, bo zagotovo visoka. Osnovni poudarek je na solidarnosti delavstva, na dogodek, na prostor in čas, ko bomo ljubljanske ulice zasedli, preplavili delavci in delavke iz skorajda vseh evropskih držav.